Lep pozdrav, dragi prijatelji Mestne knjižnice Kranj, dragi prijatelji morda dobre kulinarike, dragi prijatelji čudovitih zgodb, ki jih piše življenje. Dobrodošli v družbo velikega človeka. Gospod Jožef Oseli se je rodil v Medvodah. In kdo bi si takrat ob tem drobnem bitjecu mislil, kakšen velik junak, slišali boste, kot bo sam povedal, kako zanimivo je njegovo rojstvo, ko se je rodilo res tako drobno dete, da se ni vedelo, kakšna bo njegova usoda. A vendarle je spisal zgodbo življenja, ob kateri resnično lahko reče, da je uresničil svoje sanje. In tako smo danes skupaj v tem času, ki je zelo pomenljiv za našega gosta. Spisal je vse, kar se je dogajalo v družbi kraljev, cesarjev, predsednikov in drugih zelo zanimivih in pomenljivih ljudi tega sveta. Kuhal je tudi kandidatkam za Miss sveta, pa našim olimpijcem in še marsikomu. Gospod Jožef Oseli nas bo v uvodu sam popeljal ob sliki skozi zgodbo svojega življenja na kratko, potem pa bomo z njim tudi poklepetali. Za uvod, kot je Nina že lepo povedala, tiste prave besede o uspehih, obenem pa dovolite, da preberem še od mnogih komentarjev, morda tista dva, ki sta se meni zdela najbolj zanimiva. Gospod Jože, kuhali ste namreč za Saro Isakovič in druge Olimpice in s tem je povezana ena krasna zgodbica. Jože, dobrodošli najprej, no, še v mojem imenu, lep pozdrav, kako se počutite v Kranju? Nazaj doma, po vsem svetu, zdaj pa spet nazaj doma s temi 3 čudovitimi knjigami v rokah. O tem bova kasneje še več povedala, ker gre obenem ne le za odličnega kuharja, ampak tudi izvrstnega avtorja. Spisal je knjige, ki so resnično dota, lahko bi rekli kar za slovenski narod, za naslednje generacije, ob vseh prigodah, ki ste jih doživeli z maršalom Titom in drugimi državniki, ki so maršala Tita obiskali. Vidva z gospo soprogo Metko, ki je tudi pomemben del te zgodbe, pa sta stregla in kuhala tako brezpogojno, da sta ostali njegov butler. No, ampak dovolite, dragi obiskovalci, da vam najprej preberem misli Sare Isakovič. Kar nekaj ljudi je ob izidu te knjige poslalo gospodu Jožefu svoje sporočilo. Pa prisluhnite. Torej, Sara Isakovič, dobitnica srebrne olimpijske medalje, ki ima magisterij iz psihologije, torej izjemna oseba, ki piše gospodu takole. Jožef ima posebno mesto v mojem srcu. Ne poznam prijaznejšega, bolj zabavnega, fascinantnega in pridnega človeka. Njegova iskrena strast in odnos do življenja sta nalezljiva in pokažeta resničen primer, kaj pomeni živeti življenje na polno. Jožefova preprosta, prizemljena in skrbeča duša je to, kar ga loči od drugih. Ne glede na slavo in svetovne uspehe, pokaže sočutje
in spoštovanje do vsakogar. Do vsakogar, ki ga sreča. Dojemam ga kot del družine in za večno bom hvaležna za slavnostno večerjo, ki jo je zame pripravil na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. Daleč stran od doma. Vse, kar sem si želela za proslavo moje olimpijske medalje, je bila skodela domače juhe. Prinesel je okus Slovenije direktno na Kitajsko in izpolnil moje želje. Nikoli ne bom pozabila te gobove juhe. Pomenila mi je cel svet. Jožef, ja. Vsakič znova, ko prebiram ta zapis me gane, zato ker dobro poznam kontekst tega zapisa, ki ga boste lahko prebrali v knjigi. Kako je gospod sam Saro vprašal, kaj si želi, in ob bok vsem drugim zgodbam naših športnikov, ki so imeli v kulinariki kdaj ne tako velike sreče kot tistega leta v Pekingu, ko je bil šef Oseli z našimi olimpijci, je ta zapis tako zelo ganljiv, da me vedno znova gane. Pa dovolite še enega, zapis pošilja predsednik World Chefs, torej celotne svetovne zveze kuharjev, je tako, Thomas Gugler, ki piše: Moj dober prijatelj Jožef Oseli, kot predsednik World Chefs si štejem v veliko čast, da ti lahko zaželim vso srečo s tvojimi najnovejšimi knjigami. Jožef, prepotoval si svet, sodeloval z mnogimi poznanimi politiki, zvezdami iz show biznisa, in zame je vedno velika čast sodelovati s teboj v teh zadnjih desetletjih. Najin zadnji dogodek je bil srečanje državnikov v Saudovi Arabiji, kjer smo kuhali za njegovo visočanstvo, kronskega princa Mohameda bin Salmana in državniškega gosta, ruskega premijeja Vladimirja Putina. Le teden kasneje pa smo kuhali za indijskega premijeja Narendra Modija. Jožef Oseli, si navdih za mlade kuharje z celega sveta, moj dober prijatelj in ikona naše industrije. Želim ti vse dobro pri vseh prihodnjih podvigih. Čestitke, gospod Jožef Oseli, za tako izjemne zgodbe, ki sta jih spisala s soprogo Metko. Za uvod samo še eno tako res srčen pozdrav v Kranju, na nek način tudi domačem Kranju je tako, in preden se lotiva vse te zgodbe, naj povem samo še to, da je ena od knjig polna receptov, ki jih je zbrala Metka, je tako, torej ena od knjig čudovito zbrano, celoten nabor teh izjemnih receptov. V drugi knjigi, ki jo zdaj držim v roki, Potovanja s šefom Jožefom, ko primeš to knjigo v roke, je ne moreš odložiti. Tako bogatih misli, zgodb iz dežel sveta, v katerih je kuhal naš današnji gost, toliko zgodb zbranih v eni knjigi in tako zanimivo branje dobimo le redko. Potem pa seveda še zgodba z maršalom Titom, pomenljiva od rojstva do teh izjemnih trenutkov, ko se vsi veselimo izida teh knjig. Iskrene čestitke. Zdaj pa, gospod Jožef, morda vam kar predam besedo, da prisluhnemo tej zgodbi. Ja, bom kar ustal, da bom lažje obračal z knjige. Dober večer vsem skupaj, da vas pozdravim v mojem imenu, v imenu žene Metke, ki sva dejansko ustvarjala te knjige skupaj. Zakaj sem se odločil predvsem zapisati nekaj o teh dogodkih oziroma v mojem življenju, predvsem zato, da bi mlade spodbudil k temu poklicu, kot je bil moj. 56 let sem vložil v gostinstvo in predvsem, da tudi mladi vidijo, koliko je potrebno vložiti in volje, znanja, odpovedovanja, potovanja,
če hočeš priti enkrat na neki nivo, da si potem tudi spoznan po svetu, da te povabijo v svet, tudi drugi kolegi. Ta zgodba je pravzaprav delo kar skoraj 4 let, kjer je bilo potrebno najprej pripraviti neki scenarij, kako naj bi ta knjiga izgledala. Ko sem to začel pisati vse z svinčnikom na papir, sem potem ugotovil, da bo to precej široka in bogata knjiga, s tem, da sem potem začel vsa poglavja ponovno pisati v svinčnikom na papir, in ko sem iz poglavij in skupaj z recepti prenesel to v računalnik, se mi je ustvarilo 1000 strani. 1000 strani, brez slik, brez komentarjev, brez drugih dodatkov, je pomenilo, da knjiga bi imela 1500, 1400, 1500 strani in sem jo predelil na 2 dela. S tem, da sem želel recepte nekako dodati na memory stick v knjige, v sredini obeh 2 knjig, pa vendar sem se kasneje odločil, da ko so mi svetovali, da je dobro, če so recepti izven teh knjig pisani posebej, ker so vsekakor 500 receptov, ki so zloženi v knjigo, so predvsem iz potovanj po svetu, kjer sem delal. To se pravi od Japonske do Brazilije, Francije, Dubaja, Bangkoka in tako dalje. V glavnem so nastali, ko sem potoval po svetu, sem jih tudi zapisoval. Imel sem približno 1200 receptov pripravljenih za knjigo. Nekako sem želel vnesti vsaj 800 receptov, pa so mi rekli, da je to preveč, da je to že skoraj cela enciklopedija, tako da sem to zmanjšal potem na 500 zanimivih receptov. Predvsem recepti, ki so že bili mnogokrat pripravljeni, mnogokrat uporabljeni, tako da ni nobene take frke, da stvar, ki bi jo se lotite doma, ne bi uspela. Sicer so tudi recepti enostavni, predvsem zato, kljub temu, da sem končal šolo v Franciji, v Lyonu, sem predvsem zložil recepte, ki bodo enostavne za domačo kuhinjo oziroma za vse gospodinje, ki bi želeli doma pripraviti neko slavje ali pa pripraviti neki chicken curry iz Seychelov ali pa neko feijoado z Brazilije ali pa suši, kakorkoli. Knjiga je, bi rekel, bogata z original recepti in original slikami. Tudi obe 2 druge knjige imata vse slike iz arhiva in vsaka zgodba, ki je opisana v knjigi, je tudi zraven, so tudi pridane slike, tako da ni nič izumetničeno ali pa nič nekaj, kar ni res. Začel sem takole s tem, malo sem želel okviriti tudi tale Burj Al Arab, kjer sem sanjal 4 leta in pol, da bi se lahko udeležil ali pa da bi prišel lahko v kuhinjo, in to se mi je tudi uresničilo leta 2004 in potem sem vsako leto potrošil svoj dopust, ki sem ga imel 32 delovnih dni, tako da sem 3 tedne porabil za pot in delo v kuhinjah Japonske. Tudi sam sem se obenem izobraževal in obenem sem tudi izobraževal druge. Drugi del dopusta sem pa porabil tako, da sem 3 tedne bival v Dubaju, predvsem Burj Al Arab, potem hoteli Mina Salam, Alcázar, potem tudi v Armaniju sem bil z nekaterimi sodelavci, ki sem jih vzel skupaj, da so lahko prišli tudi z mano v kuhinje tako bogatih oziroma tako eminentnih hotelov. No, rodil sem se 1,55 kg težak,
4. marca. Takole, da enostavno sem že visel na nitki življenja s 6 mesecev skupaj. Moja mama me je takrat odnesla k profesor dr. Lavriču v vojaško bolnico, ki je bil predstojnik. Tudi leta 1952 je ta profesor Lavrič na Bledu, Vili Bled, operiral maršala Tita z žolčnimi kamni. Pa vendar je svetoval mami, da me ne odnese domov, da bo to bolj enostavno, da bom doma umrl in da bo potem tudi ta proces bolj enostaven. Po 6 mesecih se je enostavno zgodba obrnila in ostal sem pri življenju in tako smo uživali, živeli, eno enostavno življenje. Moram reči, ne tako revno, da ne bi imeli za jesti. Mama je vedno spekla po 5 hlebcev črno-belega kruha, tako da kruh ni bil pri nas nikoli zaklenjen. Ni pa bilo nobenega posebnega bogatstva, če lahko povem, ko sem enkrat omenil tudi eni novinarki, da smo doma od 5 otrok, jaz sem bil najmlajši, za rojstni dan dobili en pečen jajček na oko. To je darilo mame za naš rojstni dan. Tako smo, živeli ob Savi, igrali nogomet. V knjigi sem zapisal ogromno teh zgodb, ker nam mladim je šlo bolj po glavi šport, vse vrste športa. Zakaj šport? Moj starejši brat je izdelal sam televizijo, ko se je učil na Pržanu v tovarni televiziji. Izdelal televizijo in že leta 60 za Božič smo prvič videli televizijo, gledali doma črno-belo televizijo in pa tudi olimpijske igre z Innsbrucka. In od tam sledi potem vseh teh televizijskih dogodkov, vse vrste športa, ki smo ga zganjali za sabo. Prvič po vpisu, ko sem končal gostinsko šolo, sem se vpisal pač v strežbo, oziroma ko sva z mamo šla v gostinsko šolo za vpis, sem želel postati kuhar. Kuhar pa zato, ker sem doma tudi mami veliko pomagal v kuhinji. Redko, da smo imeli kakšen jajček, da sem spekel palačinke. Vendar mi je profesor Detala takrat povedal, da so kuharski razredi že polni in da se lahko vpišem v strežbo. Tako sem se vpisal v strežbo in tudi uradno z razpisom v časopisu sem se prijavil na delo natakarja v takratni skupščini Republike Slovenije. In prvi obisk maršala Tita v skupščini je bil, da mi je šef Zvone Sajovic, ta manjši, vedno strog do mene, veliko naučil in tudi dal možnost, da sem takrat prvič stregel maršala Tita. Od leta 1969 pa vse skoraj 18-20 let skupaj sem najprej sam odhajal na Brione, kasneje tudi z mano šla Metka, kjer sva prodajala dopust. Za čas dopusta nisva hodila na morje, nisva hodila nikamor, vendar sva hodila na Brione, ko je bila sezona in sva pomagala pri strežbi gostov v sezoni. Leta in leta, tako da sva, s tem tudi zaslužila, s tem sva tudi več prišparala, da sva imela potem lahko za svoje potrebe svoj denar. Robert Koch je omenjen, bom omenil samo zato, na Brionih je on leta 1900 do 1902 proučeval malarijo in ravno dol je tudi ugotovil, da malarijo povzročajo komarji. Na Brionih takrat je bilo majhno sladko vodno jezero in ogromno teh komarjev in prav na tem področju je proučeval komarje in potem ugotovil, da komarji povzročajo malarijo. Zato so mu tudi postavili spomenik na Brionih. Če boste kdaj obiskali Brione, boste to si lahko ogledali.
Na prvi obisk etiopskega cesarja Haile Selassija, zelo tak famous cesar, ki je vodil takrat Etiopijo. Ga je pričakal maršal Tito na letališču na Brniku. In tu je pravzaprav bilo nekaj posebnega, da sta bila dva državnika v isti rezidenci. To, kar v protokolu ali v mednarodnih protokolih ni zaznano, ampak je bila neka posebnost, ker je maršal zelo cenil tudi tega cesarja, oziroma začeli so skupaj nadgrajevati neuvrščene države in on je bil eden prvih tudi pobudnikov neuvrščenih držav. Novo leto, midva, ko sva končala hotelsko šolo, so naju s protokola prosili, če bi vodila tudi strežbo, ko je maršal Tito obiskal tovarno dekorativnih tkanin. To je bila ena zelo cenjena in poznana v svetu tovarna, na tem področju, kjer je danes Mercator Šiška. No, in maršal Tito je dočakal z vsemi sodelavci svojimi Sloveniji in pa z vsemi delavci iz tovarne pričakal novo leto. Naslednje leto je pričakal novo leto na Brdu, takrat že leta 1973 od avgusta naprej. Metka je sicer bila že v maju v enem obisku maršala Tita prisotna, celotni obisk, jaz pa samo občasno za kakšne dogodke, bankete, večerje, gala in tako dalje. Od avgusta naprej so me pa postavili oziroma sem bil postavljen kot šef strežbe v reprezentančnem objektu. Tako sva z Metko skupaj gradila, tudi organizirala vse dogodke, vse gala večerje, vse obiske vseh državnikov pri predsedniku Titu na Brdu. Občasno sva pa hodila v pomoč tudi na Brione, predvsem na željo maršala ali pa Jovanke. Vedno, ko je prihajal, me pozdravil, sprašal, kako smo. Metka je vedno tudi, ko je odhajal, imela en tak slogan, ko je rekel: Tito, dođite nam ponovo, pa je odgovoril: pa hoću Metka doći, vratit ću se. Tako da je bila vedno to, bi rekel, njen prisrčen pozdrav, sprejem pri prihodu v rezidenco in pa potem vsakodnevna skrb od jutra do večera. Od 6 zjutraj sva vedno bila že na položaju v rezidenci, pa tam do nekje do 1, pol 2, tudi do 2 po noč. Včasih nama je Jovanka, ob tem, da naju je tudi veliko naučila, imela tudi veliko spoštovanje, nikoli do naju neke slabe besede, nikoli, razen tega, da je občasno tudi se obrnila, ko se je zaključil neki sprejem ali neka gala večerja, da se je obrnila in je pohvalila in rekla: Jože, bilo je vrlo dobro. To je bila, bi rekel, taka pohvala, veste, kot mi je moj oče včasih pripovedoval. Če si dobil od Karadžordževo zvezdo pred drugo svetovno vojno, ne, je bilo tako, da si imel vse sindikate, vse prevoze, dopuste, vse si imel zastonj. In to je, bi rekel, ena taka vrsta nagrade bila od Jovanke, da naju je pohvalila. Pohvalila nam je tudi kolegom na Brionih, ko sva včasih prišla na pomoč njim, so naju stalno spraševali: pa kaj delata vidva na Brdu, pa kaj delata. So rekel: ja, pa kaj narobe? Ja, prav, Jovanka je vedno kontrolirala, vedno je prišla pogledat, kako se zadeve in stvari pripravljajo za obiske tujih gostov. In vedno je tudi omenila in rekla: dečki, potrudite se, da bude kao na Brdu. Pa je pa bilo vprašanje: kaj pa vidva na Brdu delata, ne?
Ampak kaj, da vam rečem, enostavno profesionalno delo, odnos do gostov, odnos do njih, obeh dveh, odnos do vsakega gosta, ki ga je maršal sprejel. Če ni bilo gostov, potem je bila ta večerja, enostavna večerja, pa vendar vsak večer preden sta prišla na večerjo, ko je prišel maršal v lovsko sobo, sem imel na mizi pripravljenih 5 filmov, da si je izbral film in za vsak film sem moral vedeti, kdo igra, potem sem moral vedeti, koliko minut traja in tako, da je včasih maršal tudi izbral 2 filma, če sta bila kratka. V glavnem, komunicirali smo dovolj, ali bi rekel ne dovolj, toliko, kolikor so naju vprašali, kolikor je bilo vprašanj, toliko je bilo tudi odgovorov. Nikoli se nisva, bi rekel, nekaj silila v neki razgovor, v neki pogovor, da bi midva vodila ali midva bila, bi rekel, bolj pametna in se nekako vključevala v razgovor nepripravljena. Maršal Tito je dobil iz Japonske tudi ta Polaroid, prvi Polaroid fotoaparat od jugoslovanskega ambasadorja v Tokiu in potem, ko je dobil ta aparat, je potem slikal in med drugim slikal tudi takole Metko, ki je bila ob koči na Petem jezeru. Tako da včasih je Metka šla, ko je maršal odšel v kočo ob jezeru z njim, včasih sem jaz šel, ali je ona ostala v rezidenci, ali je ona šla z njim in tako je nastala ta slika leta 1975. Tudi je bilo zanimivo to, ko je maršal naredil sliko, je Metka dala za podpisati na zadnjo stran, je pa maršal obrnil, ne, prav, jaz bom to od spredaj napisal. Take zgodbe, zanimive, boste videli, kdor bo prebral knjigo. Moj namen je bil maršala Tita vleči skozi vse te zgodbe Brionov in Brda, predvsem kot človeka. Kakšen je bil do nas, kakšen je imel odnos do naju, do ostalih sodelavcev svojih, do garde, do vojske, do vseh, ki so ga nekako spremljali na potovanjih. In dejansko, ko so me vsi spraševali, kaj si spisal, sem jaz enostavno odgovoril, jaz ne morem nekaj napisati, kar ni res. Ne moremo nekoga pisati grdo, če tega nismo doživeli. Mi smo doživeli, mi dva v tem času sva doživela ogromno lepih stvari, ogromno lepih, zanimivih tudi zgodb, ki jih je sam pripovedoval ali ki sem jih jaz kasneje tudi zapisal v knjige. Za 85. rojstni dan maršalov je Štefan Slaščičar napravil takolo torto kot knjigo, kjer smo jo predali. Midva sva z Metko pa dobila od njega takrat pa posebno darilo zlate ure z njegovim podpisom. Kasneje, ko je maršal ostal sam, ko je se Jovanka nekako oddaljila od njega, sta veliko hodila tudi na obisk sin Mišo Broz z ženo in z svojimi 2 otrokoma, tako da je nekako nekaj večerje spraševal naju, Metka, Jože, imata kaj otrok? Pa sva rekla, ne, midva še nimava otrok. Zakaj nisva imela otrok? Enostavno ni bilo časa, posvetila sva se delu 100% in če se en mesec nekje od doma, redko katera mama bi pustila svoje otroke nekje v nekem varstvu. No, ampak sem tudi odgovoril, da pač otrok nimava, da pa redovito trenirava. No, in on je tudi sam po tem omenil, je rekel, to je super, da imate, čim starejši imate otroke, prav tem lepša je starost. In dejansko je to, rekel,
tudi nekaj resnice v tem. V bolnici Metka ga je hranila z nažlico, ker je predsednik tako želel. Po operaciji noge so bile že zadeve dokaj zanimive za odhod iz bolnice. Vrstili so se obiski. Metka je pripravila takole mizo, pa tale čipkasti prt gor, da je bilo nekako bolj zgledalo malo drugače kot res bolnica. Pa vendar je profesor dr. Brecelj predlagal, da počakamo še kakšen dan. Že maršal Tito se je veselil, že Metke omenjal, Metka, kmalu bomo šli na Brdo. Ampak potem dejansko je profesor dr. Brecelj imel prav, ko smo zadevo počakali še dan, dva. Ravno naslednji dan se je nekako prikazala ta kriza pri njemu, kjer so blokirale ledvice, ko je padel najprej v neko rahlo komo in potem se je to vleklo vse do 4. maja. Resnično je to, da je to res, da ni tisto, kar ljudje govorijo, da je bil maršal umrl že februarja in da je bil potem v nekih zmrzovalnikov in ne vem kaj. Ljudje se vse sorte zanimive stvari izmišljujejo. Mogoče zato, da bi bili pomembni, pa vendar v sami knjigi sva zdaj prvič objavila tudi zapiske, Metkine zapiske, kaj je pojedel vsak dan za kosilo, za večerjo, in med drugim imate na tem zapisku tudi datum 16. marec. Da sem dal to sliko not, je predvsem zato, ker je maršalska uniforma, letalska maršalska uniforma. Ko so maršala Tita iz sobe peljali na obdukcijo, sva midva bila v tem hodniku, pa sva se nekako želela malo umakniti iz hodnika v tisto najino kuhinjico, pa je bil tam njegov adjutant Luka Perišič, pa je rekel, ne, Metka, že prav, kar počakajte tukaj, ko maršala odpeljejo, prav bosta šla z mano, kam pa v sobo, v kateri je imel on v omari vso garderobo, skrbel je za maršalovo garderobo in je vprašal naju, katero uniformo naj bi on odnesel, potem, ko je bila obdukcija končana, da ga bi nekako uniformo zložili in dali v krsto. Jaz sem bil navdušen na tisto svetlo-plavo uniformo, Metka je pa rekla, ne, uniforma mora biti temno-plave barve. In je vprašal Metka, katero predlagaš, prav to. In to, ki je Metka predlagala, je tudi vzel in odnesel potem dol na obdukcijo k profesor doktorju Meličinskemu, ki je izvršil vso to obdukcijo in zapisnik poteka njegovega zdravljenja. Maršal je šel. Večina teh ljudi, ki so bili okoli maršala Tita, so že takrat, ko smo bili v bolnici, imeli svoje dekrete, kam bo kakšen imenovan, kam bo kakšen šel za ambasadorja, za vojaškega atašeja. Jaz sem pa bil gost pri Marcelu Štefančiču v njegovem tej rubriki, ki ima v ponedeljkih v Studio City. Pa sva se pred tem pogovarjala, kako bi začela pogovor, pa me on vpraša, takoj, ko so se začela, Jože, takrat si povedal en zanimiv slogan, ko je maršal umiral vsem tem ljudem okoli, pa sem rekel, ja, sem govoril, veste, kako to je, ne. Kralji, cesarji umirajo, poden personal pa ostane. In če si ti dober poden personal, te ne bo noben zamenjal. Midva sva pač bila mlada, ker sva mlada začela tudi s tem delom. Naja je še čakalo, ima okoli 20 let delovne dobe, to pa pomeni, da bi treba še 20 let delati. Ni druge izbire. Noben te ne bo nosil po naročju okrog, pa te slavil ali pa te imel za nekega heroja, junaka ali karkoli. No, jaz sem potem
zapustil Brdo za protokolom in sem bil potem kot direktor pri doktor Duhovniku v Litostroju, ko je začel nekako razmišljati, kako bi Litostroj postavil na drugačne temelje. Obenem pa so me poklicali Nada Klemenčičeva, če bi za Zavarovalnico Triglav delal sprejem. Jaz sem sicer šel na kavico, na razgovor, ker sem mi tudi povedal, da oni imajo že gospoda Jezerška, ki naj bi vse to delal, pa vendar so me prosili, da bi jim jaz naredil sprejem. Tako sem prvič naredil takšen sprejem, kar je pomenilo največ, kar so me tudi kasneje vsi ambasadori, ko sem bil v hotelu Lev kot F&B menedžer, spraševali samo, kakšna bo dekoracija. Vsi so vedeli, kaj znam, vsi so vedeli, da sem obšel pol sveta skozi kuhinje, ampak njim je bilo interesantno samo dekoracija. Namen je bil, veste, moj namen je bil, kar sem videl po svetu, ko sem leta 1995 prvič šel v svet, da ni namen, da je veliko za jesti, ampak da je namen nekega dogodka čudovita dekoracija, pa nekaj dobrega, malega za pojesti in mogoče kozarec dobrega vina. In to sem jih nekako počas uvajal skozi Zavarovalnico Triglav, da je treba nekaj dobro pojesti, kozarec dobrega vina, in tako smo nadgrajevali te zgodbe, ki sem jih tudi sveta prinašal. Sveta sem pa prinašal vse te vrste dekoracij. Tole kroglo, to sem imel 21 takih krogel dekoracij za 1500 ljudi v Cankarjevem domu, in to sem spravil kasneje, že nekaj let potem mi zelo prav prišla, ker sem jo ravno v tej obliki oblekel v tisti rdeč papir, tisti šolski papir, kjer sem nalepil potem zvezde rumene za kitajsko ambasado, dal lučko od spodaj in potem gosti, ki so pristopili v dvorano, je bilo to vse lepo rdeče kot nebo. Zakaj omenjam to, da je rdeče nebo? Ko sem bil kot natakar na Brionih, sem bil dežuren na terasi in pride na teraso na kavo jugoslovanski ambasador v Pekingu in obenem nosi seboj časopis kitajski. Pa ga vprašam, gospod doktor profesor, znate vi kitajsko brat? Ja, pa Jože, jaz znam to, ja čitam to, jer sam 15 godina već ambasador u Kini. No in potem še par besed mi povedal, in ki se jih sicer nisem zapomnil, zelo dobro sem se pa zapomnil, ko je rekel na koncu, ko je rekel, Jože, ti si mlad, ali nešto ću ti reći, ima ih toliko, ako treba i nebo će da pocrveni. In od tega je potem ratala tudi ta zgodba rdečega neba z temi kroglami. Opa. No, tako sem to potem delal 5 let zaporedoma tudi, s tem, da ko sem bil v službi na Sejšelih, sem se vdahnil, sem rekel, letos mi pa ne bo treba iti delati sprejema Zavarovalnice Triglav, pa pride en dan Yves Rouge, general manager v hotelu Paradise Sun, pa prinese en faks. Prav, Jože, jaz tega ne znam brati, verjeten je to zate. Preberem, a boš prišel v Slovenijo domov pripraviti sprejem za Zavarovalnico Triglav. In tako sem si vzel holiday dol, dopust, da sem šel domov, da sem oddelal Zavarovalnico in spet pred novim letom odšel nazaj v službo. Mauritius, prijatelj nas je povabil, smo šli z otroci z Metko skupaj na Mauritius, 14 dni čez novo leto. Oni so se drugače hodili na kopanje, jaz pa vsak dan s taksijem iz enega konca Mauricija na drug konc Mauritiusa
v nov hotel še zvezdic La Prince Maurice. Šola v Parizu 4. marca 1999, ko sem čakal leto in pol na to, da bom sprejet v šolo, sem se vpisal ravno za 50. rojstni dan, sem se usedel v avto in odpeljal v Lyon v šolo, 6-mesečni seminar, nas je bilo 10 iz celega sveta, kjer smo se predvsem učili te francoske kuhinje in zaključne večerje smo imeli pri Paulu Bocqueju v restauraciji tudi to večerjo. Smo se slikali in potem šli vsak v svoj konc. Sejšele sem omenil že prej, ko sem končal to šolo. Predtem sem sicer jaz hodil po svet in sem bil na Sejšelih v Paradise Sun hotelu že 4-krat, tako da me je tudi potem Ivruš povabil v službo kot kitchen manager. Leto in pol sem delal v tem hotelu. Delal sem tudi, ko sem bil v Levu, sprejeme za ambasade. Tudi prvi sprejem, ko sem ga delal, je bil to decembra leta 2002 za ameriško ambasado, kjer imajo njihova vojska, ima poseben dan. In takrat sem tudi začel, bi rekel, nekako z tem delom, ker ko sem prišel v Lev, hotel Lev na to delovno mesto, je bilo povsem obnovljeno, nova velika dvorana za sprejeme, pa vendar so imeli samo po en sprejem na leto, skoraj nobenih gostov, nič. In ko sem omenil tudi strežbi, sem rekel, pa vi ste zdaj tako nekako kot Saddam Hussein v 7. kleti, so mi kar mal zamerili. Posebej en fant iz Blaž Škoda iz Železnikov. No, ko sem odšel leta 2008 v penzijo, ki jo sicer nisem niti planiral, niti nekoli sanjal o penziji, mi je pa potem klical nekje oktobra, se oglasi Blaž, pa reče, gospod Oselja, vam lahko nekaj povem. Ja, kaj pa je? Prav ste zdaj, odkar ste pa šel, smo pa padali v 10. klet. Take zanimive zgodbe, ki sem jih tudi opisoval v knjigi. In obisk švedskega kralja v Ljubljani, še časa predsednika Drnovška. Ravno sem prišel iz Japonske, 3 tedne, so me omenili, da me 2 gospodični, pravzaprav sekretarki, 2., 3. sekretarka švedske ambasade že čakata za neki razgovor in ko sta prišle v Lev, sta mi pač razložila, da bi je predsednik, da je kralj in kraljica, da sta izbrala hotel Lev za pogostitev gostov, slovenskih gostov. To pomeni, da smo morali pripraviti vse, kar je švedska ambasada in kralj in kraljica, kar sta si zaželela v tem hotelu. Povabila sta 88 gostov slovenskih in vse to je bilo treba pripraviti in pomagati, svetovati. In jaz sem jim takoj jima povedal, jaz sicer načeloma vem, kaj vi 2 potrebujete. Ja, kaj pa potrebujeva? Ja, vi 2 potrebujete support. Dober support. In če imate dober support, potem zadeva more enostavno se speljati. Perfekt. No in vse, kar sem jima tudi predlagal, ko smo začeli to graditi, sta takoj pisale mail na dvor in kraljica nazaj odgovarja, ja, naredite vse, kar je rekel Jože. In tako se je v 1 mesecu in pol odvila ta zgodba, ko je tudi takratni direktor Kadunc predlagal, da bi kralja in kraljico počakali zunaj. Sem rekel, ne, vi ga kar zunaj pozdravite, jaz bom počakal v dvorani. No in ko sta prišla v dvorano za šefom protokola o 5. popoldne pogledati, kako smo mi vse to pripravili, če vse to štima, če vse v redu, tudi med drugim v kuhinjo.
sem jih pozdravil tako enostavno, vaše veličanstvo, jaz sem pa Jozef, ona pa pravi, Jozef, mi pa že vse vemo o vas, kje pa je Metka, a sta vidve tudi bila v Beogradu, z Metko, ko sva mi dva prišla na obisk v maršalov Titus, rekel, ne, Beograd pa mi dva nisva pokrivala, tam je bila posebno svoja ekipa, ki je bila zadolžena za Beli dvor in rezidence. Se rekel, vem pa, da ste potem iz Beograda šli še dva dni v Dubrovnik. Kako pa veste? Se rekel, vaše veličanstvo je Solik, vem sam vprašati me morate. In smo dejansko tako se, bi rekel, nekako sproščeno pogovarjali 55 minut. Kot da se poznamo 10 let, kot da so to neki prijatelji. Še celo tako sem tam imel eno šefico kuhinje, tako nek 120 kil. Pa sem rekel, Anđa, če bomo prišli v kuhno, pa tukaj stoj. Ja, zakaj pa je skle, zakaj pa tukaj stoj, če mi pridemo v kuhno, ne mrdi. No in dejansko res kralj zavije v kuhno iz ofisa, s kraljico smo se ustavili, jaz sem imel na steni narisan sistem, kako se streže, kdo je za kakšno zadevo zadolžen, po ekipah napisano vse, tako da je kraljica svojega šefa klicala, Fric, pridite pogledat, kako to Jože dela. Meni pa malo neroden, ker je bil malo z rdečim flomastrom, pa s plavim, pa zelenim flomastrom. Sem rekel, veste, 88 gostov, 44 natakarjev, rekel, in vsaka bo prišel, bo rekel, kam pa jaz delal? Klegor piše, kje si, kaj si, kdo je odgovoren za kaj, kdo po ekipah razdeljeno vse in je obstala pri tistem mojem razporedu. Kralj je potem šel par korakov naprej in iz kuhinje, iz ofisa v kuhinjo je bil takle prehod, stopnička. Sem vedel, da je prvič slabo videl, malo slabši je slišal, zato smo mizo krajšali. Ne, so mi vse to razložili pa povedali. In dejansko se spotaknil in je ga Anđa takole ujela. Mi dva pa vzadej s kraljico, ja, kraljica prav, Jozef, prav, hvala, ki ste nam kralj rešil. Take zgodbe zanimive, ki dejansko v 10 straneh boste prebrali, še celo to lahko povem, na koncu, ko so vsi odhajali ven, je prišel minister za šport do mene, ki sem imel samo tole medaljo, ste verjetno vidite tamle medaljo in me je njegov Fric vprašal, Jože, imaš kaj odlikovanj? Sem rekel, ja, imam, ampak jaz ne upam to obesiti, zato bo poj Drnovšek stola padel, ko bo videl odlikovanje. No, sem pa dal to, sem član francoske akademije in pride minister k meni pa prav, Jože, a si ti junak socialističnega dela? Sem rekel, ne, nisi pogodijo, sem rekel, to je Stane Dolanc. Tako da smo imeli skozi neke zgodbe, vendar, ko se kraljica in kralj odhajata, se ustavita v avli, kraljica kliče Frica, gre do nje, prije nazaj, sem rekel, Frica, je vse v redu, je kaj narobe ali je kaj? Ne. Kraljica je naročila, da najlepše rože, ta dekor iz glavne mize date Metki. Si predstavljate, da kraljica razmišlja o moji ženi, ki je sicer bila doma, ampak kako je to pomembno, da se ti ljudje znajo in zahvaliti in pohvaliti takrat. Danes pride, poje, spizdi, niti ne vpraša, niti ne reče hvala, niti koliko sem dolžen. Taki čudni časi so danes, ne? To je po svetu, da vam rečem, vse drugače. To je šef Fric je imel takole odlikovanja, lejte, vsa odlikovanja in pokaže, Jože, tole zadnje odlikovanje smo dobili v Buckinghamski palači pri kraljici Elizabeti, ker vsi šefi, vsi, ki so odgovorni, dobijo odlikovanja. Tako je dobil šef kuhinje, tako je šef protokola dobil kot jaz.
pravi, to je zadnje odlikovanje, kaj pa pri nam dobiš? Se lahko sami vprašate. Takole sem postal leta 2003 član francoske akademije, s tem, da sem v Franciji, v Parizu predstavil v knjigi 10 slovenskih receptov. Delal sem 10 dni in asistirala sta mi 2 člana akademije, ki jaz tega nisem niti poznal, niti vedel. Niti nisem spraševal, kako predstavljala sta se mi po imenih. Jaz sem vse druge stvari v glav, ker tisto. No, ampak julija je prišel dopis, pač, da moram za akademijo pripraviti moj življenjepis, potrdilo o nekaznovanju in vse sorte stvari. Na kar sem bil potem februarja sprejet v akademijo s tem, da sem šele potem zvedel, da sta 2 člana bila, ki sta me asistirala. Da pa se prideš v francosko akademijo, te morata prvič predlagati 2 člana, drugič sem pa potem tam na sprejemu vprašal, kako, da so me sprejeli v akademijo. Je rekel, vsem tem, kar si sicer že naredil v življenju, je zelo pomembno, pomembno pa je, ko imaš državno odlikovanje. V Franciji veste, to ogromno pomeni. In odnos do ljudi, ki imajo državne odlikovanja, je neprecenljiv. To sem slikal v Ljubljani, v hotelu Lev, svetovno prvenstvo, mladinsko svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju. Tale na desni strani je Japonka, na drugi strani je Južna Korejka. Ona je postala svetovna prvakinja, je pa domačinka v Nagoji. In ko sem bil na Japonskem, ko sem prišel v Nagojo, ko sem pokazal v ta Nagashima resortu to sliko, so jo takoj preslikali, dali veliko sliko narediti in obesili na vhodu v hotel, ker je domačinka in za njih je to sveto. Športnik pri njih je to neprecenljivo. Zato pa tudi takrat sem že prihajal z Japonske, vsako leto sem tudi pripravil malo sušija, malo juhe, daši juhe in tako, in so bile posebej počaščene pa pogoščene v Levu. Na Japonskem zlati tempelj šoguna, kar pomeni, da je zaprt za vse goste, samo predsedniku Bushu so dovolili, da si ogleda notranjost tega objekta. Gospod, ki me je povabil prvič na Japonsko, Horiki-san. Bilo je pa tako, da so sicer me Juki povabila na Japonsko, klicala je domov k Metki in se pela mi službe, tam je bila v 5 popoldne, ne, 4 preč. Pokličem domov, kaj novega, pravi, ena ženska te klicala z Japonske, hitro jo poklič nazaj. Pokličem nazaj, Juki, ja Jože, v nedeljo moraš biti na Japonskem, že te čakajo tam za kosilo v Jal hotelu, 36. nadstropje. Kako, sem rekel, poslušaj, nemogoče. Drug teden, pa je naslednji teden mogoče, je rekla, ne, to ni Balkan. Prav, ti moraš biti tam, ti si obljubil, da boš prišel, točno ta datum, zate je pripravljen program, zate je pripravljen hotel in takoj kličem prijateljevo hčero, joj ti na hiter karto za Japonsko. Zrihtaj, se rekel, bo Tilen prišel plačati. Grem po karto, prijem domov, prav Metka, kaj pa Guna hotla iz Japonske, ki je klicala, joj, sem rekel, moram na Japonsko, ja prav, kdaj boš pa šel, sem rekel, jutr. Prav, jaz ne umem, kako jutr? Sem rekel, se ne grem zjutraj, grem šele popoldne. Take zanimive zgodbe in tudi iz Japonske, ogromno zanimivih zgodb, takole so mi pripravili, vidite, kje bom, kam bom šel, kjer hotelu, kjer šef me čaka. Predvsem sem imel pa vedno tako en teden dela, pripraviti hladno topli bife, predvsem tudi slovenske jedi v ambasadi, v klubu ambasadorjev v Tokiju. Potem sem gostoval v klubu ambasadorjev
Osaki. Tako da sem imel en teden dela, priprave, večina tudi ogromno naredil sam. Naslednji teden sem se vzel potem teden, ko sem šel v slaščičarno, v Westin hotel, k najboljšemu slaščičarju na Japonskem, da sem se učil novih stvari. In tole recimo reklama noter v magazinu, ko so mi opisali, kaj, kako, to je jedilnik, ki sem ga nekako zložil iz maršalovih jedi, da sem predstavil ta jedilnik v kosilo v klubu ambasadorjev. Takole smo imeli potem vedno neko zaključno manifestacijo. In pa, ko sem šel na Brunej, obiskat prijatelja na poti za Japonsko, sem se ustavil na Bruneju, v hotelu, sem bil en teden pri njemu, pravijo že, kaj bo želel, sem rekel, malo bom s tabo, sem rekel, malo bom šel po slaščičarno in pokazati kakšne take bolj internacionalne sladice. Tole sem postal sodnik, to je iz Malezije, postal sem mednarodni sodnik s certifikatom, ker sem bil potem vabljen na razne države na sojenje, ocenjevanje kuharjev. Zanimivo to, ko so se mladi kuharji pripravljali da bojo začeli kuhati, imeli so čas 1 uro s tem, da pripravijo 2 ali 3 krožnike, in mi je en napisal teenager duck na jedilnik. Sem rekel, poslušaj, kje si pa ti videl te teenager duck? Sem rekel, jaz pa ne poznam teenager duck. Take zanimive zgodbe so se zmišljevali, s tem, da bi predstavili, da bi bilo bolj elegantno, da bi bilo to malo bolj profesionalno. Sara Isakovič v Dubaju. Od jutra ob 6 sem bil na salonu za ocenjevanje do 9, 8, 9 zvečer. Ob 8 običajno smo imeli še do 10, 11 kakšen sprejem. Potem sem se pa še namenil, da obiščem Saro Isakovič v Marini, kjer so stanovali skupaj z bratom dvojčkom in očetom in mamo. Oče je bil drugač pilot, brat njen je tudi zdaj že pilot pri Emiratih, tako da smo še zdaj nekako vedno v nekih dobrih odnosih, ampak nikoli nisem pozabil jo obiskati vsako obrt, ko sem bil v Dubaju. Postal sem tudi član komiteja Šefi kuharji brez meja. Letos je kongres, se bo ta zadeva verjetno obrnila, verjetno bo kaj drugače v Abu Dhabiju. Tole sem tudi potem pri Dolinšku v Sevnici smo imeli tako dobrodelno večerjo ob inauguraciji Trumpa in pa Melanije. Tako da smo zbrali potem 3700 evrov ob tisti večerji, moram reči, da je bilo polna restauracija, 30 gostov je zunaj čakali na en sam prostor, na sam prost stol, pa ni bilo prostora. Ob tem, da je bilo ogromno novinarjev, nemške iz Nemčije, CNN je prišel iz Amerike, ker je bila dejansko neka posebna zgodba ob inauguraciji, ko se je uradno predvajala na platnu, smo tudi pripravili potem, rekel, bolj ameriške jedi, zanimive jedi, in pa k sreči sem imel tudi dosti ljudi, ki so mi prišli pomagati, tako da sem se tudi posvečal novinarjem in pa televiziji z raznimi odgovori in vprašanji. Gostoval sem potem v Saudovski Arabiji, pri to, kar je že Branka omenila, da sem bil povabljen v tim, ki nas je bilo 17 iz celega sveta, kjer smo pripravljali jedilnik oziroma kosilo
za 360 gostov in Tomas prijatelj me je določil, Jozef, Manu, George, slačičarna. Narediti sladice, no in tako je nastala tale čokoladni brownie z receptom iz Burj Al Araba iz leta 2004. Še danes je to eminentna sladica in moram reči, da so bili vsi navdušeni. Sploh, ko je v teh hladnih, premikajočih hladilnih ostalo nekaj sladic, so se Arabci zapodili v tiste sladice, kot da so noč zlate palce. In na koncu smo potem dobili tudi takele medalje za delo v rezidenci. Bilo je zanimivo predvsem to, ko je Tomas omenil, pač kje sem jaz delal, kaj sem delal, kako sem delal, kjer vse goste sem skrbel za goste. No in to je se potem šlo med te šefe in tako da je bilo, da sem bil malo drugače sprejet, kot vsi ostali, tako da sem tudi šefa protokola spraševal, sem rekel, ste imeli obisk Trumpa in te Slovenke Melanije, tudi to je vedel, da je Slovenka. In sem rekel, kje so pa oni bivali, ko so tudi prespali. Je rekel, ko se boste ven peljali iz te rezidence, prav na levi strani boš videl veliko vilo z 260 apartmaji in z 4 kraljevimi apartmaji posebej, kjer so oni bivali takrat ob obisku. Vendar takrat je še imel roko nad vsem tem stari kralj. Zdaj, ko je mladi prevzel to palico, rekel, za vodenje Saudove Arabije, so se pa zadeve spreminjale in mi smo bili prvič, da smo ob njihovih jedeh, arabskih jedeh, ki so bile sicer v srebrnih šefingih na mizi, postregli mednarodni jedilnik. In moram reči, da ta šejk Salman ogromno spreminja Saudovo Arabijo, jo odpira, tam so zdaj tudi športne prireditve, tam so tudi zdaj razne glasbene prireditve, v glavnem želi nekako obrniti Saudovo Arabijo v smeri, da prihajajo turisti na obisk. Zelo varna država, moram vam povedati, vse drugače, kot to kažejo po televiziji, ker enostavno ne moreš verjeti, ko si tam, ko vidiš vse to, da te noben ne spremlja, da te noben ne ignorira, da te noben ne sprašuje, od kod si, da ne preganjajo žensk, če se niso lih vse famozno pokrite in tako dalje. Vse tega ni. Moderno, ta moram reči, princ Salman, kronski princ, gre v novo dobo, v sodobnost, v svet in so to čist druge zgodbe. Resnično varna država, čudovita za ogled, veliko, ogromno zgodovine, ki je zelo zanimiva, tako da dejansko tudi sam jaz osebno priporočam, kdor si želi kdaj ogledati Rijad in okolico in Saudovo Arabijo ali pa Džedo, je resnično zanimivo potovanje. To je to. Toliko sem vam imel povedati okrog zgodb iz knjig.